predsedniške volitve. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije je že potrjeni predsedniški kandidat umaknil kandidaturo. Žal je to storil moj najljubši kitarist med kandidati, ki je tudi prvi uradno vložil kandidaturo, Gregor Bezenšek. Da se v predsedniško tekmo ne bo podal, pa je sporočil Gregor Bezenšek, ki je že dal odstopno izjavo. Da se zadnje čase zaradi njegove kandidature nanj zgrinjajo izjemni pritiski, sovražna sporočila in grožnje, je pojasnil. O podrobnostih na današnji tiskovni konferenci niso govorili, šlo pa naj bi celo za grožnje z eliminacijo. A smo rekli zanj v oddaji? A smo rekli, da je svet estrade lahko krut? Žal Bezenšek ni razkril, kdo mu grozi, tako bo zavedno ostala skrivnost, kdo je bil v ozadju. Je bil mogoče to Werner? Saška Lendero? Morda se pa za vsem tem skupaj skriva dalmatinska glasbena mafija. Ne vemo in nikoli ne bomo vedeli. Ostalo nam je torej pravličnih 7 kandidatov in kandidatk za predsednika. In kdo bo zmagal? Eden najbolj prekaljenih slovenskih politikov pozna računico. Vsak kandidat, ki bo dobil 300 000 glasov zdaj v prvem krogu, bo verjetno prišel v drugi krog. A ste ga videli, kako je izstrelil odgovor? V pičlih 7 sekundah je število volilnih upravičencev delil s povprečno udeležbo in številom kandidatov ter pomnožil z vremensko napovedjo za 23. oktober. Ampak, gospod Janša, žal se motite, sem vam brez pokazal, kako se zares izbira predsednika. Številka 1 in kandidat dr. Miran Brglez je zaenkrat osvojil prvo mesto. Tako so izžrebali bodočega predsednika. Res. Sem vem, sprašujete se, zakaj bomo pa pol čez 2 tedna sploh šli na volišča. Ker je to velik biznis. A je res? A veste, koliko upokojencev bo zaslužil za kurjavo, ko bojo po šolah, pa po kulturnih domovih sedeli v volilnih odborih? Pa koliko bojo zaslužile te tiskarne za glasovnice in pošta za dostavo vabil na volitve? Zdaj volitve pa še najbolj rabim jaz, pa tudi eni drugi manj pomembni TV voditelji, da imamo o čem poročati. Obstajajo pa seveda tudi druge teorije, svojo vam bo pa zdaj predstavil dr. Fakin Sajko. Yo, novinar Zulce, to gre za vse mulce. Ker jaz sem ta, stric from the streets, zagovornik vseh človekovih pravic. Jaz še kjeram, da ne bo kje pomote. Legit novice, ali teorije, zarote, jama, zarote, zatrote. Pozdravljeni. Igre za slovenskega prestolonaslednika so se začele. In moram reči, da imamo prav pestro množico kandidatov. Kdo bo torej naslednji predsednik? Poglejmo si mojo teorijo. V tekmo za slovenski prestol so se podale prenekatere slovenske politične hiše, na katere imajo seveda podporo svojih strank, spet druge trdijo, da so neodvisne. Čeprav vsak, ki je odvisen, za sebe pravi, da ni odvisen, kar samo pomeni, da je odvisen, ampak se tega ne zaveda. Ne vem, kdo je zares odvisen, a veste, a sem jaz odvisen od kofeina, kako naj jaz to vem? Mislim, noben me ne pove, jaz lahko spijem neki kofet, ampak to še ne pomeni, da sem odvisen. Ne vem. Največja neodvisna hiša je seveda hiša Pirc Musar, kjer pravi, da so res neodvisni in jim gre celo verjeti, ker saj veste, biti neodvisen to stane. Oni imajo baje toliko premoženja, da ga skrivajo celo na davčnih oazah. Kakšnih oazah? Oazah česa? Pirc, pir je pivo, a je to oaza piva? Ne vem, jaz sem kar naenkrat postal žejena, vi niste? Če priimek Musar preberemo nazaj, dobimo razum. Če se zamenjamo z dobimo razum. Razum vklopi razum, zahteva račun. Ja, ne v tej bajt, njihov moto je luknje v zakonu so zakon. Hiša, ki tu slučajno ni neodvisna, je pa seveda hiša Cigler Kralj. Njihov moto je življenje je na prvem mestu. Razen, če ga preživljaš z istim spolom. Tukaj imamo gospod Senčar, njo podpira resnica in nič drugega kot resnica, kar je v bistvu temačno že samo po sebi. Njihov moto je resnica. Res ni res pa je. Potem imamo tukaj še neodvisno hišo Logar, za katero vsi vemo, da je še kako odvisna. Sam ne moraš biti pa zihar, ker nikoli ne veš, a so odvisni, a so neodvisni, tako kot jaz ne moram vedeti, a sem res paranoičen, ali to samo pravi moj psihiater, če mu je tako sploh ime. A gre res verjeti modelu, ki je več kot očitno plešast, pa si tega ne prizna? Njihov moto je samostojno, distancirano, svobodni. Krajše SDS. Hiša Prebilič, a.k.a. Kočevski medvedje, Medved, Mraz, Rusija, en Vladimir je več kot dovolj. Njihov moto, kar se zgodi v Kočevju, ostane v Kočevju. In naj tam ostane tudi on.
Potem je tukaj hiša Kordiš, edina hiša, ki se bori za tlačane, za delavce, ne? Za tiste, katerih glas ni slišan, čeprav tako so jih potem oni slišali. Tistim, ki imajo, bi vzeli in tistim, ki nimajo, bi dali. Ja, on je v bistvu neke vrste slovenski Robin Hood, samo da strelja samo z levico. Razumeš? Ja, v glavnem, ne, on ne bi v bistvu streljal z ničemer, a veste, on bi šel ven iz NATO, on bi v bistvu kupoval take tanke, ki so lahko hkrati tudi traktor. Njihov moto, jebeš zasebno, privatno je razvratno. In pa seveda hiša Brglez, ki ima seveda podporo dveh strank, Svoboda in SD, kar pomeni, da so Brglezovi zelo gibljivi. Ne? Njihov simbol je ptič Brglez, njihova slabost pa pomanjkanje samoglasnikov. Tako kot ptica, tudi Brglezovi skačejo z veje na vejo, ne? Zato ker znajo. Njihov moto? Z veje na vejo, beč. To so torej hiše, ki se borijo za ta slovenski prestol, ki je več kot očitno sestavljen iz česa, ja iz kosti plebejcev, ne, Slovencev, seveda. Do zdaj je gor sedela katera družina, ja družina Pahor, seveda, namesto da bi vladala, je Instagram obvladala. Kam nas bo peljala rdeča nit, v prihodnosti je seveda odvisno od vas, od volilcev, ne, a veste, tu, čakaj, kam pa to pele, kam pa gre to? Rdeča nit nas je pripeljala pred predsedniško palačo, ki iskreno povedano zgleda kot zapor, v katerega pa jaz dostopa nimam, ker ne kradem in ne lažem. Torej, draga raja, očitno je, da nič ne vemo in ne bomo izvedeli nič novega. Že Sokrat je dejal, vem, da nič ne vem, čemur se pridružujem tudi sam, ker jaz tudi nič ne vem, kar je vse, kar vem, v bistvu nič. Kaj jaz sploh vem? Ja, nič. Sploh ne vem, zakaj me poslušate, če sem glihkar rekel, da nič ne vem. Jaz sem profesor dr. Fakin Sajko in vi ste bili seznanjeni z resnico. Čeprav, pa jaz vem. Ajde. Hvala lepa, dr. Sajko. Čeprav, če ne veš nič o tem, za kar smo te najeli, da raziščeš, tudi mi ne vemo, če te bomo plačali. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.